Krizna shema, ki naj bi preprečila množična odpuščanja. Zgolj na primer v kovinski proizvodnji je zaposlenih 33 tisoč delavcev. Na vladnem seznamu pa se je znašlo še 9 drugih kriznih panog. In delodajalci v teh lahko od danes na Zavod za zaposlovanje oddajo elektronsko vlogo in zaprosijo za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Pogoji so, tako predsednik Združenja delodajalcev, strogi. Podjetje ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države, ne sme si izplačevati dividend ali dobičkov v času, ko prejema vladno subvencijo, in še vsaj mesec dni potem ne sme odpuščati. Zagotovo bodo podjetja, katera ne vedo, kako bo po 3 mesecih poslovanje teklo naprej, in če so že zdaj v določenih stiskih, ne bojo se odločili za to shemo. Da gre sicer za več kot dobrodošlo pomoč države, menijo delodajalci, a da bo shemo, ki je trenutno aktivirana do 5. marca, treba po vsej verjetnosti še podaljšati.